Pozdravljeni! Pred nami je 19. del našega rednega tedenskega pregleda novic sveta Formule 1, seveda z mojim osebnim komentarjem. Tokrat boste lahko sledili 5 različnim sklopom, kjer bom skušal nekako orisati vso tisto zanimivo dogajanje, a vkolikor koga zanima, kaj je pisalo v originalu, kot ponavadi dobi vse bližnjice do tistih člankov, katere boste videli na ekranu v opisu. A da ne bomo predolgi, začnimo kar s prvim sklopom. Avgusta ste lahko na spletni strani motorsport.com zasledili novico, kjer Helmut Marko navaja, da pri Red Bullu so še zmeraj prepričani, da njihov koncept visokega kota ravnega dna nad asfaltom bo popularen tudi v prihodnje. Nekako nasprotno od tistega, kar je navedel James Kay, glavni tehnični direktor pri McLarenu, o katerem sem govoril v 17. pregledu novic. Nič kaj takega, nič napačnega, vsak inženir ima lahko svoj lasten pogled na določene zadeve. A zanimivo je dejstvo, kako Adrian Newey še zmeraj verjame v svojo idejo, katero je pravzaprav vpeljal on sam v svet Formule 1. Videli bomo, kako se bo to obneslo tudi v sezoni 2021, a tu je zanimivo tisto, kar smo lahko prebrali na italijanski spletni strani Autosprint, kjer so navajali izjavo Jensena Buttona, kateri je odkrito povedal, da pri Red Bullu imajo samo en bolid, tisti namenjen Maxu Verstappenu. Kar lahko nekako združimo, da bolid ekipe Red Bull je izjemno učinkovit, izjemno hiter, izjemno uspešen, a potrebno je imeti tudi izjemnega voznika, da lahko iz tehničnega sredstva izvleče ven tisti potencial, kateri v rokah nekoga, ki je malce bolj povprečen, ostane skrit. In to moramo imeti v mislih, ko gledamo predstave, ki jih ima RB16 na raznih progah v sezoni 2020. V drugem sklopu se bomo dotaknili tematike, katera je malodane paradoksalna. Na spletni strani motorsport.com 25. avgusta je bila objavljena novica, kjer smo lahko prebrali, da tovarniška ekipa Renault naproša FIA, če lahko umakne tisto pritožbo, katero so vložili proti razsodbi v zadevi Racing Point. Seveda, o tej aferi smo govorili vsi že mnogo, a treba je poudariti, da sem nalašč izbral besede, kako prevesti, kaj je pisalo v članku. Res, tovarniška ekipa Renault je prosila FIA, če lahko umakne pritožbo. Ni jo umaknila. Prvič, ker ne vemo, če jo lahko umakne. Drugič, nismo sigurni, če jo želi umakniti. A o tem nam bo pokazala prihodnost, kakšna bo rešitev tega problema. Paradoksi se dogajajo v nadaljevanju navedkov v tem prispevku. Namreč, v prispevku je lepo razloženo, da s podpisom pogodbe Concord so pri tovarniški ekipi Renault dobili vsa potrebna zagotovila, da v prihodnosti ne bo prišlo do takega kopiranja. In seveda sliši se perfektno. A problem je v tem, da na isti spletni strani le dan prej, 24. avgusta, smo lahko brali članek, kako hoče Cyril Abiteboul, odgovorni pri tovarniški ekipi Renault, dobiti jasna zagotovila, kaj je dovoljeno in kaj ne. Med 24. in 25. avgustom se je mišljenje tovarniške ekipe Renault praktično obrnilo za 180 stopinj. Še posebej, če poznamo dejstvo, da je bila pogodba Concord podpisana prejšnji teden in o njej smo govorili v tistem 18. tedenskem pregledu novic.
Meni se osebno zdi to malce čudno, a še bolj čudno se mi zdi tisto, kar je navedeno v nadaljevanju članka. Namreč lepo piše, da je Ferrari ostal sam pri pritožbi nad razsodbo okrog ekipe Racing Point. In če ste sledili 17. tedenskemu pregledu novic, tistega, kjer sem omenil v prejšnjem sklopu le druga novica, ste morda opazili, da je bilo 5 ekip tistih, ki so bile pripravljene vložiti pritožbo nad razsodbo FIA. In seveda vemo, odstopile so 3, to se pravi McLaren in Williams že takoj na začetku in sedaj namerava to Renault. In če smo jih imeli na začetku 5, sedaj nekako odstopajo 3, meni matematika pravi, da sta ostali 2 in ne 1. Morda sem spregledal novico, ampak tudi Racing Point je izrazil namen, da se bo pritožil nad za njih krivično razsodbo FIA. Ne vem, kdo je pozabil in če sem spregledal namen ekipe Racing Point, da se ne bo pritožila, se iskreno opravičujem. A vseeno se mi zdi čudno, da nekateri viri to kar tako posplošujejo, kot sem povedal. Novica, kjer kaže, da so mnogi novinarski standardi malce nizki in ki privedejo, kolikor beremo stvari zaporedno, do res paradoksalnih situacij. Paradoksalna situacija, katero sem opisal v prejšnjem sklopu, je bila malce potisnjena v ozadje v glavnih medijih, kajti 25. avgusta je prišla na dan novica, da bomo zopet videli veliko nagrado Turčije v letošnji sezoni. In seveda navdušenci smo bili vsi veseli, ko smo lahko v raznih virih to prebirali in seveda tudi v motosport.com, da ne bo pomote, kajti dirka za veliko nagrado Turčije nas je redko kdaj razočarala. A moramo biti pozorni na to, da zadnja velika nagrada Turčije je bila izvedena leta 2011. In sam ne vem, v kakem stanju je proga, kakor je stanje na primer asfalta. So dovolj vlagali v obnovo in vzdrževanje infrastrukture na tej progi? Ogromno vprašanj. A videli smo, da pri Liberty Media so izjemno dobri načrtovalci in spretni pogajalci. Če pogledamo, da pred izbruhom COVID-19 je bilo planiranih 22 dirk in da so jih uspeli spraviti v koledar 17, nam pove, kako dobri so. Če primerjamo njihove uspehe v primerjavi s tistim, kar smo videli v Formuli E, nam je jasno, zakaj je Formula 1 tista glavna kategorija v motošportu. Seveda, ni primerjave. Videli bomo kar nekaj zanimivih dirk na prizoriščih, katera so izginila iz koledarjev Formule 1 in vsi mi navdušenci nestrpno pričakujemo, da bomo zopet videli nekatere legendarne proge. In tudi to nam pove, s kakim pristopom so prišli pri Liberty Media v Formulo 1, kljub temu, da jih nekateri stalno kritizirajo in stavijo v nič, kako so nesposobni in kako ne razumejo stvari. No, če je sezona 2020 odraz nerazumevanja Liberty Media, kako se stvari strežejo v Formuli 1, sem s tem nerazumevanjem izjemno zadovoljen. V 4. sklopu se bom dotaknil izjave, katero je dal bivši svetovni prvak Jacques Villeneuve, prebral sem jo na Essential Sports 24. avgusta. No, Jacques Villeneuve je znan po tem, da rad direktno pove določene stvari in mnogokrat ga bralci ne razumejo, vsaj ne v tistem prvem branju. Izgleda, da ima način komuniciranja, kateri je preveč grob, preveč surov, a mnogokrat pove bistvo. Tokrat se je obregnil ob skuderijo Ferrari. Povedal je, da jih čaka še ogromno dela, da bi ustvarili neko zmagovalno ekipo. Namreč trdi, da ta načrt, da bi ustvarili popolnoma italijansko ekipo, ni bil pravi in da je tu vir večine problemov, ki jih imajo danes v svetu Formule 1.
Seveda, ideja, katera izhaja iz časa Sergea Marchiona, a tu mislim, da Jacques Villeneuve se je malce zmotil, seveda gre za moje osebno mnenje. Namreč med navdušenci prevladuje neko mnenje, da Italijani niso pravi za Formulo 1, da niso dovolj natančni, da njihov način dela ni pravi, čeprav navdušenci poleg teh izjav kakih jasnih argumentov ne dajo. Strinjam se z Jacquesom Villeneuvom, da v ekipi Formule 1 moraš imeti prave ljudi. A v Formuli 1 imamo ogromno Italijanov, kateri so pravi, kateri so bili v Ferrariju, a sedaj niso več. Mnogokrat smo omenjali naprimer Alda Costo, Lorenza Sassija, a danes bi rad s prstom malce pokazal na tretjega izmed velikih, kateri je znan tudi navijačem skuderije Ferrari, Andrea Stella. Andrea Stella danes zaseda mesto športnega direktorja pri McLarenu. Seveda bil je v skuderiji Ferrari še za časa Michaela Schumacherja in v naslednjih obdobjih in sedaj se moramo vprašati, zakaj je odšel v McLaren, če je bilo pri Ferrariju vse tako lepo in super. Zgleda, in to je moje osebno mnenje, da v skuderiji Ferrari so tisti notranji politični boji tako hudi, da tisti pravi strokovnjaki raje odidejo drugam, kjer se ukvarjajo lahko s stroko, z dirko, s Formulo 1, kot da bi se ukvarjali s tem, kdo bo koga okrivil za kako napako. Vsaj tak občutek sem dobil s prebiranjem raznih novic in analiz, katere segajo malce bolj v preteklost. In tu mislim, da je poglavitna težava pri skuderiji Ferrari. Sedaj smo videli, ali so Italijani ali ne prisotni, rezultati se niso bistveno spremenili in upam, da v prihodnosti se bojo. Na koncu pa še izjemno simpatična novica. Ko sem prebiral spletno stran Motorsport Magazine 24. avgusta, sem zasledil fotografijo, katera me je presenetila. Na prvi pogled Tyrrell P34, kateri je na progi na tistih zgodovinskih dirkah Formule 1, katere tudi prireja FIA. A imel je eno veliko napako na fotografiji, namreč številko 5. Znano je dejstvo, da odkar je bilo v Formuli 1 dodeljevanje številk fiksno, so pri ekipi Tyrrell imeli 3, pa 4, nikoli 5. In zakaj se je petica pojavila na tisti šasiji, kjer morajo biti bolidi enaki tistim, ki so bili, kot so bili v določenem zgodovinskem obdobju? Odprl sem članek in z zanimanjem začel brati. Namreč znani ameriški navdušenec nad starimi bolidi Formule 1 Jonathan Holtzman si je želel imeti Tyrrella P34. In ne, ni bil problem denar. Problem je bil v tem, da ga ni bilo mogoče kupiti, nihče ga ni prodajal, poenostavljeno povedano. In ni mu preostalo drugega, kot da je izbral originalne načrte. Vse tiste inženirje in tehnike, ki so še živi in bili pripravljeni pomagati, in približno od leta 2018 do danes je trajala izdelava novega Tyrrella P34 po specifikaciji tistega originalnega, a izdelanega danes z današnjo tehnologijo, a kot je bil nekoč. Dovolili so si nekaj popravkov v vezi z varnostjo, a pri FIA so jim odobrili ta nov projekt, da lahko sodeluje na dirkah klasičnih bolidov Formule 1, kar je izjemen dosežek in nam kaže, kam lahko seže strast nekoga, ki ima rad Formulo 1. Ukolikor imaš res rad ta šport, lahko narediš čudeže, nekaj, kar si drugi ne morejo predstavljati. In to je bila tudi zadnja novica v tem 19. tedenskem pregledu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.